Veselje v srci, postojte že, nasmejte se, ponudite svoje roki. Z delom svojih pridnih rok počastite ga zveličarja. Trud vaš bo blagoslovil Bog, zato slavite ga, ljubite ga. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižna vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižna vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Delo narejeno v trpljenju ni prekletstvo, ni kazen Božja, ki mori. Je le utrjevanje v življenju, ki krepi duha, da Bog pozabljeni. Ne bomo preizkušeni čez mero, saj Bog ljubi nas ljudi. Ne smemo izgubiti vero, brez nje se vsako upanje izgubi. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižna vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Molitev je življenje naše, za trud največji blagoslov z neba. Ponižna vdanost Božjo voljo, poveča večkrat je, a splača se. Molitev je življenje naše. Pane Jezus in Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, tokrat vas pozdravljam iz Ljubljane. Na vašo željo gostim tukajšnjega bolniškega duhovnika Tonija, dobrodošli v naši domači oddaji Bog v živi. Hvala lepa za povabilo in sem presenečen, da na željo gledalcev. Hvala Bogu. Spoštovani, hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu, predvsem povabilu naših gledalcev, pa bi vas na začetku vprašal, kako vas je Gospodova roka vodila do današnjega dne. Pri tem bi rad dodal, da bomo v naslednji oddaji predstavili tudi vaš minoritski samostan svetega Maksimiliana Kolbeja v Ljubljani, ki bo tudi gost ta domači, vaš domači župnik in tudi Kladijan Danilo. Pa Koliko časa imamo? To vprašam zato, ker je moja zgodba res zanimiva in dolga, da ne bom predolgo razlagal. Res je, da sem jaz že po Birmi nekako se odločil, da bom jaz kaj veroval in hodil k maši. Potem sem tudi v gimnazijskem času se srečeval s tem klicem biti duhovnik, vendar sem jaz to uspešno zabrisal. Potem se je odločil za študij fizioterapije in ga tudi uspešno končal, naredil specializacijo in bil v tujino poslan prav na izobraževanje za
obravnavo bolnikov s sklerozo multiplex. Če tako gledamo duhovno, z duhovnega vidika, pa me je Gospod res peljal preko dela, preko vsakdanjih stvari, da mi je spregovoril. Tako kot je, jaz večkrat vidim eno sporednico z Mojzesom. Mojzes je tudi pasel drobnico tasta Jetra, se pravi, čisto vsakdanje delo, pa se mi je zgodil tisti goreči grm. Tako se mi tudi zdi meni, da sem začutil klic ali pa slišal klic v vsakdanjem delu. Potem, ko sem najprej mogel spoznati, da Bog sploh je, in potem iskati, kje bom zdaj odgovoril na ta da, tudi znotraj duhovniškega, redovniškega poklica. Frančišek mi je bil blizu in takrat, ko je moj klic dozorel, so bili ravno minoriti ob pravem času, na pravem kraju, pravi ljudje. In se je zgodila tista simpatija, so brati minoriti in sem stopil v minoritski red. Potem sem bil tudi posvečen v duhovnika, to je bilo nova maša in posvečenje zame najlepši dan v življenju. In ko smo letos prevzeli župnijo svetega Petra v Ljubljani in s tem tudi bolniško župnijo, sem potem jaz bil povabljen, da prevzamem tudi bolniško župnijo in se vračam nazaj v klinični center, kjer sem delal prej 2 leti. In lepo je srečevati sodelavce, ljudi, ki se te še spominjajo, in sploh niso bili dosti presenečeni, da sem jaz zdaj kot duhovnik tam. Tako da, Božja pota so zelo lepa, če jim odpreš in prisluhneš, odpreš srce. Prihajajo tudi iz Mozirja. Menim, da mora imeti človek za opravljanje takega poklica, kot je vaš, zelo odprto srce. Kje črpate moč, da zmorete pomagati o tem in prisluhnite v njihovih stiskah, kajti do nekaj je pa tale kapela, kjer tudi mašujete previšenje svetega križa in se do nekaj tudi tole vklopa v vaše delo, vaše pastorovanje. Zdaj težko reči, jaz sem 3 meseca med bolniki kot bolniški duhovnik, ampak že po teh 3 mesecih lahko rečem, da je pa res, da mora biti človek, ki dela za bolniki, mora biti trden. Tukaj ne moreš zblefirati, tukaj ne moreš kar nekaj lepih besed, zaupajte se Bogu, ampak moraš biti ti toliko trden v Kristusu, hkrati pa je tudi meni to delo povabilo, da vedno znova iščem stik z osebnim Kristusom, z osebnim Bogom. Naš Bog je osebni Bog, je oseba in me nagovarja, ima obličje in se lahko z njim pogovarjam. In to se mi zdi tisto, ko ste rekli, odkot črpate moč, ravno od tega odnosa s Kristusom, odnosa z Bogom, se mi zdi, da je tam tisto, na kar se lahko potem tudi bolniki in tisti, ki umirajo, svojci, naslonijo na takšno osebo. Tudi to ugotavljam, da tak človek mora prenašati tudi življenje. Da nisi tam ves kisan, ves žalosten, sesud z nekimi problemi, ampak dejansko moraš imeti pošlihtane stvari, po domače reči name. In človek, ki se doživlja kot harmonično osebnost, ki je v stiku s seboj in z Bogom, na tega človeka se lahko drug človek nasloni, ker je trden. Če pa ni trdnosti, kako se boš naslonil, oziroma usedel na stol, ko ima samo 3 noge ali pa 2 noge, mora biti trden. Ob tem se verjetno tudi sprašujejo naši gledalci, kaj je pravzaprav bolniško mazilje in kako pogosto ga lahko vernik prejme. To je zelo pogosto vprašanje. Tudi znotraj bolnice, ko pridem pa ponudim bolnikom bolniško mazilje, se še nisem toliko na kraju. Dejansko to je eden od 2 zakramentov ozdravljenja, poleg sakramenta svete spovedi, tudi bolniško maziljenje. Bolniško maziljenje je namenjeno vsem bolnim. Vsem tistim, tudi psihičnim, ki se recimo obupujejo, ki so v stiskah, psihičnih stiskah, duševnih stiskih.
Na duhovnih vajah, če človek doživlja velike boje, ne more moliti, je bolniško maziljenje zelo na mestu. Zato tudi zdaj, ko imamo vsak torek, je bolniško maziljenje med mašo, povabim ljudi, tudi tiste, ki doživljajo stisko, tudi tiste, ki so bolni, ki se jim je bolezen poslabšala ali ponovila bolezen. Pomembno je, da tisti zdravi oziroma tisti, ki pristopajo k bolniškemu maziljenju, da so v stanju posvečujoče milosti. Se pravi, da prej upravijo spol. Je to tisto povabilo. Drugače pa, ja, ko ste rekli, to je zdaj različna varianta. Lahko bolniško maziljenje prejmejo bolniki tudi po 2 mesecih, če se jim bolezen poslabša. Ali pa celo prej, če je bolezen tako drastično napredovala, ne se poslabša. Drugače pa, različne variante so, ni tukaj, da bi točno določeno bilo na vsake pol leta lahko prejmeš, ampak dejansko od osebe do osebe različne. Potrebi. Ali ste v času vašega dela na bolnišnični domovni tudi naleteli na pričevanje vere? Kaj bi bilo lahko tu v oddaji Pot poti posebej še izpostavljali za naše gledalce v oddaji Pot poti? Veliko je teh zgodb, ki jih poslušam. Jaz zdaj, ko me kdo vpraša, kaj berem, jaz sem rekel, da zdaj v teh 3 mesecih ne berem več knjig. Zato, ko so pacienti, bolniki z svojimi zgodbami najlepše knjige, živo pričevanje. In to zelo bogate duhovne knjige. Veliko je teh pričevanj, te vere, ne vem, ostaja mi, prihaja mi zdaj na misel, gospa prej na 90 letih mi je rekla, a veste, šele zdaj se začnem učiti živeti. Ampak učiti živeti, da sprejemam Božje. Šele zdaj pri 91, ko sem postala popolnoma odvisna od drugih. Pravi, da nič ni njeno, da ona nič ne more. Podobno je tudi pri nas, dejansko, ko jaz ugotovim, da je vse odvisno od stvarnika, da mi je vse podarjeno, takrat se lahko v meni začne Božje življenje. In je to taka lepa. Potem veliko je teh primerov, ko me pokličejo ali pa slučajno srečajo na hodniku kliničnega centra, pa me prosijo za maziljenje in bolnik kmalu po mojem maziljenju, po mojem obisku v miru zaspi. To se mi zdi zelo tako lepo pričevanje. Zgodilo se je prejšnji teden, da me tudi zdravnica poklicala in rekla, lahko prosim pridete. Bolnik že 2 dni ne more umreti, strašno se muči. In smo pomislili tudi na vas. In so me poklicali, jaz sem šel in molil in ga mazilil in res naslednje jutro je gospod umrl, zaspal. To se mi zdi tako res pričevanje tega maziljenja, kako je ena vstopanca v to večnost, bomo rekli, v večnost in ta prehod iz življenja v smrt. Velikokrat tudi kristjani ne vidimo, da je pravzaprav delati dobre stvari tudi na skrivnem, kot rečemo. To se pravi, da se stvari ne vidijo kot pri farizejih. Delovanje Svetega Duha bi jaz rekel, ki je pa tako zelo, so neke vezi. Tudi recimo Gospod, ki se je opiral sprejeti zakramente, posledne zakramente, pa je sestra njegova molila, jaz sem molil, dala je za mašo, sem bil ga obiskal in z veseljem sprejel. Kako pomembna je ta molitev med nami, tudi molitev za bolnike. Jaz vedno pri vsaki maši, ko mašujem v kliničnem centru vsak dan maša, na voljo za bolnike, za ostale, vsak dan zvečer. In ne mine maša, da se jaz ne bi spomnil vseh bolnikov in molil za njih, da bi se jih Kristus dotaknil svojo zdravilno močjo, za svojo tolažbo. Kako pomembna je ta molitev. Ta molitev med nami spodbuja Svetega Duha, ki je med nami, občestvo Svetega Duha. In zato je pomembna molitev med nami. Sploh je pa to, tudi res, jaz sem prepričan, da Božje usmiljenje in Božja vsemogočnost deluje tudi preko sakramentov. V tem smislu, da tudi če jaz obiščem nekoga, ki ni veren, on doživi to srečanje z Bogom.
In večkrat se zgodi, da hodim bolnikom, ki sploh niso praktični kristjani, ki ne verujejo, pa rečejo, pridite še, ki se z vami lepo pogovarjati. In tudi to srečanje, pa ni vidno, jaz ne imam nič pokazati, nobenih zakramentov ne podelim, ampak je pa to srečanje. Veste, Bog prihaja do nas preko ljudi in tudi preko vas, preko nas, preko gledalcev. In zato je pomembno, da si izražamo to toplino, to lepoto in tudi to ljubezen. Kar je po ljubezni, je pa večno. Točno tako. Novembrske dneve povezujemo z našimi umrlimi, molimo za duše v licah. Vi pa tako rekoč skoraj vsake dan gledate smrti v oči, v prispodobi. Kako gledate na smrt vi? Kaj bi lahko povedali o umiranju? Ali je pomembno, da molimo za srečno zadnjo uro, in takrat smo še mladi, tega se verjetno naši gledalci, tega pa tudi sam na začetku, ko človek mlad, ne zaveda. Res je. Tvoje bo kar čist nič prispodobi, to, kar ste rekli, iz oči v oči, dejansko res. Gledam smrti v oči. Ko spremljaš te bolnike, ki umirajo, ki se borijo za življenje, in vedno znova sem presunjen na to skrivnostjo smrti. In tukaj jaz ne bi nič več dodal, smrt je skrivnost. Ne? In ne vemo, kaj se takrat dogaja. In tudi ne vem, nekateri ljudje želijo sami, drugi želijo imeti ob sebi. Ne vemo. Tukaj mi veliko vprašanj ostaja nerešenih. Je pa, ne vem, pomembna pa tudi ta res molitev, ki umiri, ki je v tem času slovesa, da nas fizično umiri, eno molitev rožnega venca, te razpoloži, da lahko sprejmeš, da lahko zbereš tudi svoje čustva. Vsako srečanje s smrtjo je zame tudi na nek način napor, v smislu čustev. Tukaj se prepleta ogromno čustev enih svojcev, tega umirajočega, pravi žalosti, trpljenja, besa, tudi jeza na Boga. Srečujem se z jezo na Boga, z svojci. Zakaj nam je Bog vzel svojca? In potem je to največkrat vprašanje zame. Ne vem, kako ne vem, Bog je. In tukaj jaz ne upam dajati nobenih odgovorov. Se mi zdi pa, da je najlepša priprava na smrt naša, naša priprava na smrt vsakodnevno življenje. In ne čakati na to, da bom ko bom tik pred se pripravljal, vsak dan je dejansko lahko naša priprava na smrt. Ker ne vemo, kdaj nas doleti. In tudi, molitev za zadnjo uro, ko ste rekli, včasih so to vedno molili. In se mi zdi, da je to pomembno, da imamo v tisti zadnji uri še priložnost in še čas, da se spravimo s seboj, z bližnjimi, z Bogom. Kaj je to sveta popotnica? Kdor je moje meso in pije mojo kri, bo imel večno življenje. Točno to. Da tistega umirajočega, ki je še sposoben, pospremimo z svetim rešnim telesom in krvjo. Se pravi, da zaužije sveto rešno telo, da se združi tako s Kristusom, z njegovim trpljenjem in nekako je že to predokus večnosti. In potem je kaj pa češ lepšega kot biti združen z Jezusom, z njegovim telesom, krvjo in potem oditi z tega sveta. Ker vodaj poti, ki gledalci zbirajo goste, tudi potegnem kakšno vprašanje, ki ga tudi gledalci dajo, ali je pomembno, da se molijo umirajoče oziroma molijo ob njem, predvsem s to vprašanje, ki so nekje iz tistega predela velikih mest, pravi, predvsem mestni ljudje. Ja, seveda. Jaz sem zelo za to. Jaz tudi povabim vedno svojce,
da pridejo, da molimo skupaj z umirajočim. Molitev ustvarja eno ozračje, eno molitveno ozračje in v tistem ozračju je potem tudi po moje za bolnika veliko lažje. Kot sem še pa prej rekel, molitev te fizično razpoloži, te umiri, da zbereš svoje čustva preko molitve, da zbereš vse tisto, kar je težko, da Zdaj se rekel tudi pojavi vprašanje, ali je pomembno, da so umirajočim svojci, mogoče so celo ovira, ali bolje, da človek umira sam, oziroma da poleg njega je duhovnik, ki moli zanj, to so vprašanja. Kot sem že prej rekel, nerešena. Tukaj še pa res ne vem vprašanje, ker je tako različno. Imaš ljudi, ki bi želeli imeti duhovnika. Veliko je takih ljudi, sami z njim. Imaš ljudi, ki bi želeli imeti tiste, ki jih imajo radi. Sem pa srečal ljudi, ki so želeli biti sami. In so rekli, svojcem zdaj pa pej. Želim biti sam. Smo molili prej. Zelo jih je pomirilo, oni so se pomirili, tudi jaz sem bil zraven, molil, držal za roko. Molitev tudi svojcev, se mi zdi, da jih je prav razpoložila ali pa umirila. Potem pa, ko je bilo, je pa rekel Gospod, zdaj pa želim biti sam. In tudi sam umrl. To je velika skrivnost. Ne vem, kaj se dogaja v teh ljudeh in ne vem, kaj je bo. Vsekakor je pa na mestu, da ponudimo umirajočemu možnost, da smo čim več z njim, seveda, če on to želi, da mu omogočimo srečanje tudi z duhovnikom, čeprav ni mogoče veren, pa čeprav ne bo prejel zakramentov, ampak je duhovnik tisti, ki se mu ljudje odprejo. Sploh v zadnjih trenutkih življenja se mi zdi, da človek čuti, da vse poslavlja tega življenja in da išče nekaj, kar je on stranstvo, kar je več kot samo to zemeljsko življenje. In tukaj lahko govori z duhovnikom veliko lažje kot s kakim domačim. Tudi, recimo, mama duhovnika je želela bolniškega duhovnika za spoved in za baziljenje, kot pa svojega sina, čeprav je duhovnika. Je tukaj te svojene stvari, ki jih lažje zaupaš nekomu domačim. To je res, ja. Ker oddaja pot poti, gledajo tudi tisti gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Kaj vi menite o vicah, peklu in raju, čeprav je oddaja krščanska, je to v Svetem pismu, v Božji besedi pisano, pa bi vas morda prosil, da nakratko to povzamete. Mislim, da je to tudi prav. Ste rekli, kaj menim. Ja, vsekakor ne gre tukaj zanikati ne enega, ne drugega, ne tretjega. V kakšni obliki pa so zdaj vice, pa je drugo vprašanje. Lahko, da so že vice tukaj na tem svetu, na tej zemlji. Recimo, da nekdo doživlja svoje vice, se pravi kraj očiščevanja na enem onkološkem inštitutu, kot 2 meseca trpi in boli svojo bolečino. Se bori za svojo boleznijo in je to so lahko za njega vice. In tako kot pravi Sveto pismo, po krajšem trpljenju bodo očiščeni. Pravi, da je lahko že to. Vsekakor ne bi jaz tle zanikal ne nebes in ne pekla, ker pač to verujemo. Nebesa zagotovo so. Nebesa pravi nebeško kraljestvo, pravi, da je že med nami. Tisto, kar je narejeno z ljubeznijo, tisto, kar si mi dajemo lepega, toplega, tisto, kar ima okus po Bogu, so že nebesa lahko med nami. In mi se moramo, ali pa recimo ena Evharistija, to je predokus nebes. Srečanje s Kristusom, srečanje s seboj, ko mi je odpuščeno,
srečanje z Božjo besedo, ko jaz razmišljam o svojem življenju z Božjo besedo, s pomočjo Božje besede. In mi se moramo navaditi na nebes, da ne bo prevelikega šoka, ko pridemo tja. Ja, zato iščemo to Božje kraljestvo, ki je med nami. Kako vas spremljajo ljudje kot duhovnika v bolnišnice? Kakšno je pravzaprav vaše delo, tako verjetno naše gledalce, tudi zanimalo predvsem tiste mlajše? Ali je razlika med delom, ki ga upravljate sedaj, in delom, ki ste ga upravljali prej, oziroma primerjava med duhovnikom, ki je v eni župniji ali bolnišnični duhovnik? Ja, velika razlika. Ne. Tukaj si, jaz lahko rečem, čeprav je delo veliko težje kot na župniji, veliko bolj zahtevno, veliko je teh tolažbe, veliko je spremljanja umirajočih, veliko zgodb težkih, teh čustev, ki se porajajo ob bolezni, ob smrti. In se počutim, bom rekel, bolj koristnega kot duhovnik. Pravi, da se bliže ljudem, bliže neposredno, stiku z ljudmi. Jaz smo tle v bolniški župniji, smo na razpolago 24 ur na dan, poklicali so me tudi ob 11 zvečer, ob 3 po noči. Si na razpolago. Zato je tudi to delo, bom rekel, težje, saj z enega vidika kot na župniji. Tukaj se ne ukvarjam z ministranti, pa ne ukvarjam se z veroučenci, ampak se ukvarjam z drugimi stvarmi. In jaz bi lahko bil res cele dneve na oddelkih, pa bi me ljudje iskali, ker iščejo. Kako me sprejemajo ljudje? Moram reči, da v tem času 3 mesecev sem bil vedno zelo, zelo lepo sprejet. Strani svojcev, strani bolnikov, tudi nevernih, nimajo nič proti, noben me še ni nadaril ali pa poslal kam ven. Strani osebja velika spoštljivost. Jaz le imam dovoljenje, da grem vedno, da lahko pridem v vse sobe, tudi oddelke intenzivne terapije, intenzivne nege, pravi tudi po noč, in sem vedno zelo lepo sprejet. Tudi strani zdravnikov, sploh kar vejo, da sem diplomiran zdravstvenik, imajo veliko zaupanje, ker se z mano lahko pogovarjajo tudi o zdravstvenih stvarih, se pravi o stanju, čisto fizičnem stanju bolnika, kar mogoče bi pri kom drugom ne bilo toliko mogoče. Se mi zdi to ena prednost, ki jaz imam. Hvala Bogu. Ja. Kakšna je pravzaprav bolezen multiskleroza? Multiplex. Skleroza, malo težje spojljiva. Nič hudega. Jaz sem se, potem ko sem naredil specializacijo za respiratorno terapijo v kliničnem centru, odločil, da zamenjam službo. Mogoče je bilo tudi to del iskanja moje poti, tudi poti za Gospoda. Sem naredil v Avstriji en seminar za obravnavo sklerozo multiplex. To je avtoimuna bolezen, ki je kronična, ki je, lahko rečem, kar malo zakrtna, nikoli ne veš, kdaj te bo napadla. Gre pa, je to nevrološka bolezen, se pravi, da ima predvsem v živčno-mišičnem segmentu našega telesa vzrok in posledice. Pravi, gre za propadanje mielinske ovojnice, to če že izvedi malo bolj strokovno. Pravi, da je tudi to prevajanje živčnih dražljajev, recimo od možganov do mišic, kako delajo, kako se gibljemo, da je to prekinjeno. Zdaj to zelo laično govorim. Pravi, moteno je ta prevodnost dražljajev in s tem se pojavljajo potem motnje v ravnotežju, motnje v mišičnem tonusu, da nismo več toliko močni, da propadajo mišice. In predtem, to je bolezen, za katero ni zdravila, če tako rečemo. So določena zdravila, ki pomagajo in ki blažijo. In največje zdravilo je pa tukaj fizioterapija, se pravi gibanje. S pomočjo gibanja jaz ohranjam tisto, kar je še sposobno in si pridobivam nove gibalne vzorce,
na področju bolj hrbtenjače, bolj refleksov. Še izkoristim tole priložnost. Je potem tudi psihično bolnik vpliva na psiho? Tudi, seveda. Vsak taka bolezen je tudi psihološko pogojena, pa ne samo pogojena, ima tudi posledice na psihologiji. Pa tudi, zato je pomembno pri takih bolnikih duhovna oskrba. Človek je sestavljen iz treh stvari, se pravi telesno, jaz delam telesne vaje, da živim telesno, imam duševne procese, duševne procese, psiha bi rekli, da živim te duševne procese, ki so v moje meni, se pravi žalost, veselje, vse to, kar je, in imam pa duha. Duh je pa tisti, ki me povezuje in mi, kristjani, imamo svetega duha. In ta sveti duh nam omogoča duhovno življenje, da jaz lahko doživim tudi duhovno življenje. In ta duh, ko meni odpove tudi telo, ko meni odpove tudi psiha, te psihološki procesi, je duh tisti, ki oživlja vse stvari. In zato je pomembna duhovna oskrba, da saj tisti duh živi v meni, da imam ene vrednote, ki me vleče naprej, da imam smisel, da imam temelj v življenju, ki me potegne naprej. Kaj je tiste vas, da vas imajo ljudje bolni tako radi izpisati sodeč, tole pišem, oziroma sprašujem, vi ste tudi tudi tale pisma prišla nekatera, žal pa sem kot vedno tudi v zamudi, pa tudi gledalcem opravičujem. Kaj? Ja ne vem, to bi mogli bolnike vprašati. Jaz težko rečem, kaj je tisto, kar me imajo radi. Mogoče je ta odprtost. Ta odprtost, ta veselost, neka, bi rekli nekateri, neka presežek tudi ene energije. In ja, jaz sem srečen človek. In to, ker vem, da sem našel mesto, kjer lahko živim. In to pa potem se razvija naprej. In ta, vsekakor, lahko rečem, da je vzrok tega Bog. Če ne bi jaz toliko čutil, da me ima Bog rad, jaz ne bi mogel imeti rad ljudi. Samo ljubljeni lahko ljubijo. Ker ni moš nekje vzeti, in moš imeti izkušnjo ljubezni. Jaz imam rad ljudi, včasih sem rekel, da je moj hobi imeti rad ljudi. Hobi imeti rad ljudi. Rad se srečujem z njimi. Prejna še spominjate, imate kakšen dogodek na tole zdravljenje? Topolšica. Aha. To je dosti blizu. Ampak ja, v Topolšici, tam je tudi center obnovitvene rehabilitacije za sklerozo multiplex. Kakšen dogodek, ali kaj? Ja, če vas... Ker pravim, že tako iz tistih pisem sodeč. Ko še verjetno je ta duhovni poklic žarel, je to bilo v vas. Jaz sem bil znan po tem, da vedno, ko sem prišel v svoj prostor, tam, ki si je razgibavanje, kako se temu reče, telovance, pa ordinacije, sem vedno kakšno zapel. In je bilo to ljudem všeč. Razne eni gospe, ki se je zmerom potežvala, da neham že petanje. Je bila pesem tista, ki je razbila tisto monotonijo. Jaz tudi zaradi pojem in sem včasih kakšno zapevno razglasne. Ja, mogoče je bila to moja značilnost. Da sem tudi tako, ena veselost. Poleg tega, da sem bil tudi kot terapeut, bom zelo neskromno rekel, kar uspešen. Tudi kar se strokovnega stvari tiče. To vam je tudi zdaj kot bolnišnični domovnik pride z bolniki prav. Ja, jaz zdaj v bolnici ne pojem. Mislim naprej, medicinske znanje. Absolutno, to pa absolutno ne. Kako lažje mi je pristopiti k bolniku, ko vem, kakšen je, ko vem, kaj pomeni določen ekran, ko vem, kaj pomeni določena cevka, kako, kaj ne, drenaže, recimo. Je to velika prednost. Ali menite, da bolezen lahko spremeni vero, upanje, ljubezen posameznega človeka
Je bolezen blagoslov ali prekletstvo, kar se velikokrat v naših medijih piše, govori, kar pa verjetno ni prav? Ja, se zelo strinjam s tem tradicijo. Bolezen lahko spremeni človeka. Res ga lahko. In tako, kot ste rekli, ne, je lahko in bolezen ali prekletstvo. Se mi zdi pa, da je na nas, da sami izberemo, oziroma da, bom rekel, še bolj razločujemo. Vsaka priložnost je lahko skušnjava. In vsaka skušnjava je lahko priložnost, odvisno kako jo jemljamo. Če bom jaz bolel, in to mi še vedno ostaja tudi skrivnost, bolniki, eden bo sprejel bolezen kot priložnost, da bo napredoval, ali pa da bo še bolj poglobil odnos z Bogom, da bo duhovno zrastel, da se bo povezal z bolniki oziroma z svojci, še bolj, da bodo tle vezi družinske še bolj zrasle. Drug bolnik bo pa to sprejel kot ne vem kakšno skušnjavo, kot tako, kot ste rekli, prekletstvo in se bo osamil, še bolj bo jezen nase in tam pri takih bolnikih je boj izgubljen. Vse tako jaz vidim. Zato je lahko bolezen res priložnost, da jaz povečam in poglobim vero. Lahko je pa tudi hakelc, da jaz vero izgubim. In zdaj, če smo že na tem, vidim, da tisti ljudje, ki so samo spomnjevali dolžnosti in hodili k maši, enkrat pa šli, ne vem, na breze, enkrat na 2 leti, so bili tisti, ki so bili zgolj izpolnjevalci dolžnosti. In takšni ljudje se lahko zgodi, da bodo bolezen jemali kot prekletstvo in bodo začeli dvomiti v Boga, bodo dvomili v sebe in v Božji ljubezen. Zato, ker se govorili so o Bogu, niso se pa nikoli pogovarjali z njim. In so potem jezni na Boga, zakaj jim je dopustil, če so oni hodili vsako nedeljo k maši. Ker, gledajte, vse vera, kaj je vera? Vera je odnos. In vera ni to, da bom jaz zdaj pa se znebil vseh križev in težav v svojem življenju, ampak da bom našel smisel v svojem bolezni. To mi vera pomaga. Se vera me ne bo. Jaz večkrat rečem bolnikom, ki se prav jezijo, zakaj mi je Bog dovolil to, da sem zdaj jaz tak pa bolezen. Si gledaj, jaz sem duhovnik. Potem takem pa imam vero, ki je tudi dar, potem takem jaz pa ne bi smel zboleti, pa ne umreti, če je bilo tako. Karikiram. Ampak ja, lahko je bolezen priložnost, lahko je pa tudi skušnjava, da jaz izgubim vero. To je pa tisto spremljanje tudi, da usmeriš ljudi, človeka na ta oseben odnos z Bogom. Ker naš Bog je oseben Bog, mi se lahko pogovarjamo z njim. In če je pa sam izpolnjevanje dolžnosti, potem je pa v nevarnosti, da se zgodi kaj takega, da izgubim vero. Je verjetno med tistimi, ki še niso spoznali Božje ljubezni, pa velika razlika v tem, da je zato tisti križ, ki ga nosi vernik, tudi blagosloven in je verjetno tudi lažje ga nositi, kot nosite ga pa verjetno oba dva. Seveda, ker tisti bo našel smisel križa, druga pa ne bo. Kristus je nesel za nas križ. Je pa seveda, mi dva zdaj tako debatiramo, ko bomo pa enkrat v stanju, ko bo treba res naložiti križ, pa ko bo bolezen, bo pa tudi težko. Jezus mi rekel, da bo lahko križ. Je vse še ostane breme in kdor ne naloži svojega na se križa, ni meni vreden. Vsekakor je pa Kristus tisti, ki mi to pomaga. Ne bo lahko, ampak če jaz spoznam enkrat ljubezen, ji bom zaupal. Točno tako. Kaj bi na koncu dalje pot poti položili na srce našim gledalcem? Veš kaj, rečemo takole, mi bomo sojeni ali pa po delih usmiljenja in ljubezni. In to mogoče je taka popotnica. Vse, kar naredimo iz ljubezni,
ostane za večnost. In to se mi zdi tiste, zato delajmo in se srečujmo z ljubeznijo. To. Zahvaljujem se vam srca za pogovor in vam želim obilo Božjega blagoslova pri vašem delu, na vaši duhovni poti. No, hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo in zaupanje. Jaz se rad govorim, tako da še kdaj. Bogdaj pokloni. Vas, prijatelji, pa se zahvaljujem, da tako zvesto pišete na elektronski naslov pod@net.si. Pozdravljam vas pa lepo z Ljubljane, za tistim lepim starim krščanskim pozdravom Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja vdaji Plod poti, kjer bomo predstavili samostan svetega Maksimiliana Kolbega v Ljubljani. Zagotovo morate biti z nami. Mir in dobro. Mir in dobro, ter lepo zdrav.